Lepo pozdravljeni v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu. Danes je praznična binkoštna nedelja, ki jo bomo letos obeležili s koncertom, ki bo danes zvečer ob 18. uri. Koncert sodobne krščanske glasbe bosta pripravila mešani cerkveni pevski zbor Sola Gratia in glasbeno-vokalna skupina Soli Deo Gloria iz naše cerkve. Glasba je eden najlepših načinov za kulturno promocijo cerkve, vere in krščanstva. Zato lahko povabimo svoje znance, prijatelje. Najava koncerta je objavljena tudi na spletni strani občine in cerkve in jo lahko delimo dalje. Torej, dobrodošli danes na koncertu. Čez 14 dni, v nedeljo 2. junija, po bogoslužju smo vabljeni na cerkveni piknik, zadaj za cerkveno zgradbo. Prijave zbira duhovnik Danilo Jovanovič. Piknik financira cerkev, zato ne oklevajmo in se čim prej prijavimo. Biblično vodilo za danes in za naslednji teden je iz knjige Zaharije in pravi: ne silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom, govori Gospod Bog nad vojskami. Ključna principa Božjega delovanja sta ljubezen in svoboda. In da se lažje približamo Bogu in mu prostovoljno zaupamo, nam pomagajo mnoge obljube Svetega pisma. Ena izmed njih je iz knjige Izaije in pravi: tako govori Gospod, ki te je naredil, te je oblikoval od materinega telesa in ti pomaga. Ne boj se, moj služabnik, ki sem ga izvolil, kajti razlil bom vodo po žejni deželi, potoke po izsušeni zemlji. Razlil bom svojega duha na tvoj zarod in svoj blagoslov na tvoje potomce. Rasli bodo kakor sredi trave, kakor vrbe ob potokih voda. Bogu se želimo zahvaliti in ga počastiti, ker izpolnjuje svoje obljube. Poslal nam je svojega Sina, da nas reši, in Svetega Duha, da nas vodi. Izrazimo svojo odvisnost od Božje pomoči, zato mu priznajmo in obžalujmo svoje grehe z naslednjo molitvijo. Naš Bog, tvojega duha, tvojega blagoslova smo bili mnogokrat deležni. Tudi veliko je v našem življenju ostalo pri starem. Mnogokrat smo bili kot suha pokrajina. Veselja, ki smo ga doživeli, nismo znali deliti. V žalosti smo premalo iskali tolažbe. Tudi pot v hišo molitve je pri mnogokaterih izostala. Naš bližnji od nas ni bil vedno deležen pozornosti, spoštovanja in pomoči. Zdaj, dobri Bog, tu zbrani prosimo, po tvoji skrivnostni moči, ki je moč tvojega duha, pridi v naša življenja in izbriši vse tisto, kar otežuje naše krščanstvo. Amen. Sveto pismo nas tolaži z besedami: tisti, ki zaupajo Boga, tistim velja njegova obljuba. Dal jim bom drugo srce in novega duha v njihovo notranjost. In moje ljudstvo bodo in jaz bom njihov Bog. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno hvalnico, ki pravi: tu je ta reka. Zagril
Izvolite sesti, draga cerkev. Naprej vabim cerkveni mešani pevski zbor, ki bo zapel 2 pesmi. Prva, Ali si že opran, in druga, Prišel je tolažnik.
Svet pot utira si, zatrt je smrtni strah, svobodni smo zdaj vsi, saj to lažnik je tu. Prišel je to lažnik, prišel je to lažnik, tu svet iz neba, obljuba od Boga. Ta tok je živ izvir, ki daje duši mir, zdaj to lažnik je tu. Kako opišem naj, ljubezen Božjo zdaj, sam bil otrok pekla, bom tvoj navikomaj, si me pomilostil, poklical me boš v raj, saj to lažnik je tu. Prišel je to lažnik, prišel je to lažnik, tu svet iz neba, obljuba od Boga. Ta tok je živ izvir, ki daje duši mir, zdaj to lažnik je tu. Prišel je to lažnik, prišel je to lažnik, tu svet iz neba, obljuba od Boga. Ta tok je živ izvir, ki daje duši mir, zdaj to lažnik je tu. Zdaj to lažnik je tu. V neki delavnici za otroke sem opazovala naslednjo situacijo. Otroci so se učili o primerni in neprimerni komunikaciji. Voditelj je prisotne razdelil v pare. Prvim v paru je na samem dal navodilo, da morajo imeti ves čas aktivnosti stisnjeno pest. Razprejo jo lahko le, ko jim bo tisti, s katerim so v paru, z besedami rekel, da odprejo svojo pest. Tem drugim v paru pa je na samem dal navodilo, da je njihova naloga, da čim hitreje odprejo zaprto pest svojega para. Otroci so se postavili v dve vrsti, da so si stali nasproti, in prvi so stegnili stisnjeno pest proti drugim. Drugi pa so začeli na vso moč odpirati to zaprto pest. Vsak se je trudil, da bi opravil svojo nalogo. Po nekje 2 minutah je bilo dejavnosti konec. Izmed 10 parov je le enemu uspelo pravilno opraviti nalogo oziroma jo sploh opraviti. Par, ki mu je uspelo, je povedal, da sta sprva delala enako kot vsi ostali. Potem pa je tisti, ki je imel nalogo, da pest odpre, ugotovil, da s silo, z vlečenjem, z grobostjo, s praskanjem ne bo dosegel tega, da bo njegov par odprl pest. Da mora obstajati drug način. In na to je rekel, potem sem ga pa vprašal in ga prosil, ali lahko razpreš svojo dlan. In ta je to tudi naredil. Primer je sam po sebi zelo zgovoren, saj nam vsem postavlja ogledalo glede naših vsakdanjih odnosov in situacij, ter kako se nanje odzivamo. Vzpostavitev odnosa je bil prvi pogoj, da sta ta dva otroka uspešno naredila nalogo.
In podobno velja tudi v naših vsakdanjih življenjih. Verjetno smo se že vsi kdaj znašli v situaciji, ko nas nista omehčala prigovarjanje, grobo prepričevanje, nadležno moraliziranje bližnjega. Ampak smo odprli pest svojega srca bližnjemu takrat, ko smo začutili, da smo zanj pomembni, vredni in smo spet vzpostavili odnos z njim. In podobno je v odnosu do Gospoda Boga doživljal tudi starozavezni prerok Elija, ki je v času trpljenja in krivic postal depresiven, izgubil je voljo do življenja. Pest njegovega srca, njegovo življenje je bilo zaprto. In ko je Elija tako bežal pred preganjalci, se je skril v votlino, da bi tam umrl. Tam pa ga je obiskal Bog, Božji glas, ki ga je povabil, naj stopi ven iz votline. In beremo v tej zgodbi, da je Bog šel mimo votline, pred Bogom pa je šel najprej močan veter, vihar, nato silen potres, zatem pa še ogenj. A v vseh teh pojavih, ki bi jih navadno povezovali z Bogom, z močjo, s presežnim, ni bilo Boga. Elija pa je bil še kar v votlini, skrit in omaknjen od težkega sveta, pred katerim je bežal. Umaknil se ni le fizično, umaknil se je tudi v svojem srcu, saj je doživel razočaranje in ni več zmogel drugače. Bil je ujetnik svoje votline. Bog pa je prišel mimo njega, končno, ne kot silen pojav, ampak kot glas rahlega šepeta. In takrat je Elija stopil iz jame, si zagrnil obličje, saj je bil v Božji prisotnosti. In Bog je spregovoril z njim je vzpostavil odnos in Elija je zapustil votlino. Dragi zbrani, morda smo v trenutnih življenjskih situacijah, ko se zdi, kot bi bili skriti v eni od teh votlin, stran od rešitve, kot bi bila naša življenja stisnjena pest, ki se nikakor ne odpro za tisto pravo življenje. Kot je Gospod Bog rešil Elijo, rešuje tudi nas. On govori z glasom rahlega šepeta. To je glas tolažbe, resnice in pravičnosti. To je glas Svetega Duha, ki je bil poslan na zemljo, da bi nas vedno znova povlekel iz različnih življenjskih votlin, da bi zmogli svoje srce odpreti za Jezusa in potem tudi drugim povedati o življenju, ki smo ga prejeli. In naj bodo pesmi, ki so pred nami, skupna prošnja, najprej, da nas Bog pritegne bližje k sebi s svojim milim glasom, šepetom in potem, da nas Kristus tudi osvobodi, da bomo izstopili iz votlin, v katerih smo se morda znašli v svojem življenju. In na koncu še povabilo Svetemu Duhu, da nas obišče oziroma mu damo dobrodošlico v tem jutru kot cerkev, za katero je prišel. Pritegni bližje me, pravi prva pesem. Bliže k sebi me, zdaj pritegni me, izročam spet tebi se, saj moj prijatelj ti si le. Tebe si želim, za tebe živim, ker ni nihče tak kot si ti. Njem tvoj brod želim zdaj si. Mi pokaži Bog, prosim te, Gospod. Vse, kar želim,
tebe. Zdaj pritegni le, izročam si tebi se, saj moj prijatelj ti si le. Tebe si želim, za tebe živim, ker ni nihče tako si ti. V objem tvoj vroče in zdaj si.
Sveti Duh, med nami si, mogočni Bog Oče, na milosti zli, dobrodošel med nami si. Mogočni Bog Oče, na milosti zli, dobrodošel med nami si. Hvala ti, Bog Oče, ker si v popolnosti poskrbel za naše odrešenje, ker nisi šel mimo votlin naših izgubljenosti in vseh stvari, s katerimi se soočamo. Hvala ti za Jezusa, ki nas je odkupil, in hvala ti za tvojega duha, ki ostaja z nami v vsaki situaciji, in hvala ti za to cerkev, ki je dom tvoj, in naj se razodene tvoja milost danes za nas po tvoji besedi, Gospod. V Jezusovem imenu. Amen. Pred nami je pa še nabirka, kolekta s pesmijo Sklenil hoditi sem za Gospodom. Sklenil hoditi sem za Gospodom, sklenil hoditi sem za Gospodom, sklenil hoditi sem za Gospodom, nazaj oziral se ne bom. On je pred mano, a svet za mano, on je pred mano, a svet za mano, on je pred mano, a svet za mano. Nazaj oziral se ne bom. Naj bo kar hoče, za njim bom hodil. Naj bo kar hoče, za njim bom hodil. Naj bo kar hoče, za njim bom hodil. Nazaj oziral se ne bom. Mu boste z mano, še vi sledili. Mu boste z mano, še vi sledili. Mu boste z mano, še vi sledili. Nazaj oziral se ne bom. Sklenil hoditi sem za Gospodom, sklenil hoditi sem za Gospodom, sklenil hoditi sem za Gospodom, nazaj oziral se ne bom. On je pred mano, a svet za mano, on je pred mano, a svet za mano, on je pred mano, a svet za mano, nazaj oziral se ne bom. Naj bo kar hoče, za njim bom hodil. Naj bo kar hoče, za njim bom hodil. Naj bo kar hoče, za njim bom hodil. Nazaj oziral se ne bom. Mu boste z mano, še vi sledili. Mu boste z mano, še vi sledili. Mu boste z mano, še vi sledili. Nazaj oziral se ne bom. Nazaj oziral se ne bom. Nazaj oziral se ne bom. Izvolite sesti. Danes je binkoštna nedelja, krščanski praznik, ki je v mnogih deželah državni praznik, prav tako tudi binkoštni ponedeljek. Praznik binkošti je tako pomemben kot Božič, Velika noč ali vnebohod, a običajno ta praznik binkošti mine neopazno. Zakaj? Najverjetneje zato, ker se težko spoprimemo s Svetim Duhom.
Govor o njem se nam ne zdi tako sladek kot govor o otroku, pa pastirjih na betlehemskih poljanah, pa treh modrih ali v ljudski folklori treh kraljih, ki pridejo z darili iz daljne dežele. Morda binkošti niso v središču pozornosti tudi zato, ker ta praznik še nismo skomercializirali. Recimo tako kot Božiča. Težava pa je, da so mnoge cerkvi odvzele svetega duha. Mnoga verska gibanja pa so svetemu duhu odvzela cerkev. Vrnimo svetega duha cerkvi in cerkev svetemu duhu. Jezus je pred svojim odhodom obljubil, da nas ne bo pustil sirot, ampak nam bo namesto sebe poslal tolažnika, svetega duha. Jezus je v nebesih kot naš posrednik pri očetu, toda na zemlji vodi Kristusovo cerkev Sveti duh. Sveti duh je duša cerkve. Vabim, da vstanemo k poslušanju današnje Božje besede iz preroka Zaharija, 4. poglavje, 6. vrstica. Ne silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom, govori Gospod nad vojskami. Amen. Izvolite sesti. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Kot je že uvodoma bilo rečeno, ne silo, ne z nasiljem, ne s pritiskom, ampak z močjo Božje ljubezni. Drugo poglavje apostolskih del nam daje prvi vtis o Svetem duhu, kdo je in kakšen je, kako deluje. Sveti duh je prišel, to je zelo pomembno, iz nebes v skupnost. V skupnost. Ne na razbežane posameznike, ampak tam, kjer je bila skupnost. Cerkev. Binkošti označujejo začetek novega sveta, uprizorjen z božanskim ognjem in božanskim vetrom, o čemer beremo že v Stari zavezi. Šlo je za oprijemljivo znamenje nevidne Božje navzočnosti. Razlika je v tem, da je bil na binkoštni dan tempelj zgrajen iz ljudi. Udeleženci prvih binkošti so bili poslušni. Upoštevali so Jezusovo navodilo, naj 10 dni čakajo skupaj, ne posamezno, skupaj, cerkev. Kajti pot vere se vedno začne s poslušnostjo, ne pa s fanatizmom. To je rekel Dietrich Bonhoeffer, evangeličanski teolog. Zapisano je, da so bili vsi napolnjeni Svetim duhom, kot je bil nekoč tempelj v Stari zavezi napolnjen z Božjo slavo. In kaj je imel Misec v mislih, ko je tolikokrat poudaril to besedo napolnjen? Poglejmo, kje še v Novi zavezi je uporabljena ta beseda, seveda v grškem izvirniku. Jezus je govoril o mreži polni rib. Ko je Marija mazilila Jezusa, je bila hiša polna, pravi, napolnjena z vonjem dišav. Apostol Pavel je napisal v pismu Efežanom, naj nas napolnjuje Sveti duh. In glagolski čas pove, da je v tem procesu aktiven Sveti duh, ne pa mi. Namreč to je dar Božje posvečujoče milosti in to je privilegij kristjanov. Napolnjevanje Svetim duhom pomeni dejavno ljubezen. To je več od čustvene vznesenosti, od neke evforije. Nekdo je rekel,
ne potrebujemo več svetega duha, ampak sveti duh potrebuje več nas. Torej, parole so more power, more Holy Spirit, torej več svetega duha. V bistvu pa ne potrebujemo več svetega duha, ampak sveti duh potrebuje več nas. Kako to naredimo? Kako dovolimo, da nas sveti duh napolnjuje? Corrie ten Boom je povedala zgodbo o gospe, ki je načrtovala družabno srečanje na svojem domu. Potem se je svojemu bratu pohvalila, koliko ljudi je zbrala, a brat ni verjel, da je toliko ljudi spravila njegova sestra v ta družaben prostor, recimo v svojo dnevno sobo. Po naslednjem družabnem srečanju je bratu spet povedala, da je bila njena soba še bolj polna ljudi. In potem naslednji teden še bolj polna ljudi. Brat je zatrjeval, da je to nemogoče. Takole je rekel: ko je soba polna, ne more biti še bolj polna. Sestra se je nasmehnila in mu razložila: to, da vsak teden se mi sobe odstranila več pohištva. Torej, več pohištva je odstranila, da je bilo več prostora za ljudi. In to mi je dalo misliti. To govori o binkoštnem prazniku. Svetim duhom se lahko napolnjujem več, če spraznim iz stanovanja svojega srca pohištvo. Kaj pa je to pohištvo? Simbolično pa vsakdo ve najbolje zase. Morda zavist, nevoščljivost, obrekljivost, dvoličnost, hinavščina, obrekovanje, sovraštvo ali pa samoljubje, napuh. Dejstvo je, da je krščanstvo brez svetega duha mlačno. Zgodba govori o beneški kostumski zabavi, torej v Benetkah. Neki moški, to je zgodba, se je oblekel v hudiča z rdečo obleko, z repom in nosil je vile. Ker je začelo močno deževati, je našel zavetje v cerkvi, torej ta človek oblečen v kostum, v masko, in v tej cerkvi je potekalo bogoslužje. Torej, ker pa je zelo deževalo, si je našel zavetje v cerkvi. Ko so ga verniki zagledali, so začeli teči proti izhodu. En vernik ni mogel steči, ker se je njegov plašč zataknil za cerkveno klop. Ko se mu je moški v kostumu približal, je takole zavpil: gospod hudič, vernik te cerkve sem že 50 let, a sem bil vedno na vaši strani. Torej, to je to mlačno krščanstvo, ali da lahko celo rečemo mrtvo krščanstvo, brez prisotnosti svetega duha, ki je duh, ki oživlja. Torej, sveti duh ni nekaj, česar bi se morali bati ali pa bi ga morali ignorirati. Krščanska cerkev veruje v trojedinega Boga, torej očeta, ki ustvarja, Sina, ki odrešuje, in Boga svetega duha, ki oživlja oziroma posvečuje. In binkošti so mejnik v zgodovini človeštva. Poglejmo nekaj novejših mejnikov v zgodovini. Med te mejnike vsekakor sodi odkritje tiskarskega stroja, Gutenbergovega tiskarskega stroja. Pa potem 95 Lutrovih tez proti zlorabam tedanje družbe in cerkve. Pa izum penicilina, izum atomske bombe, konec druge svetovne vojne, rušenje Berlinskega zidu, napad na svetovni trgovinski center 11. septembra 2001. Takšna prelomnica človeške zgodovine je tudi pandemija covida. Torej, takšni dogodki spremenijo tok zgodovine. Tudi binkošti, ki so se zgodili pred 2 tisočletjema, so takšna dramatična
prelomnica, dramatična sprememba. Izročilo pravi, da se je to zgodilo 50. dan po veliki noči. Takrat se je izlitje Svetega Duha zgodilo kot piš vetra, ki je, imamo spet ta glagol napolniti, napolnil hišo, s tem pa napolnil tudi učence. Tedaj so se jeziki, podobni ognju, spustili na Jezusove učence, tako da so začeli govoriti, kakor jim je Sveti Duh dajal izgovarjati. In vsi, ki so jih slišali, so jih lahko razumeli, brez tolmačenja, brez interpretacije. So jih lahko razumeli v svojih jezikih. Ne torej zaradi njihovih jezikovnih sposobnosti, ampak zaradi delovanja Svetega Duha. Torej ponovila se je v drugačni obliki stara zgodba iz Babilona. Ko so gradili babilonski stolp, pravi stara zaveza, da so se jim jeziki zmešali in nastal je kaos. Tu pa ni bil kaos, tam se niso razumeli, tu pa so razumeli evangelij. In apostol Peter je to izkoristil in začel oznanjati evangelij o odrešenju v Jezusu Kristusu in svet se je začel spreminjati. Kdaj je Sveti Duh, ki daje življenje, omenjen prvič? Že ob stvarjenju, ko je Duh lebdel nad vodo. Potem, ko je Bog oblikoval človeka iz zemeljskega prahu, pravi, da je vdahnil vanj, torej duha, in človek je oživel. Potem imamo eno vizijo preroka Ezekijela sredi doline, polne suhih kosti, ko je Bog spet vdahnil dih vsemu, kar je bilo mrtvo, da je oživelo. Ko je Jezus prišel k reki Jordan, da bi ga njegov bratranec Janez krstil, se je tudi odprlo nebo in tam se je Sveti Duh kot golob spustil na Jezusa. Bog Oče pa je izgovoril potrditvene besede. Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. On mi je v veselje, nad njim imam veselje. No in kasneje vidimo, se ta zgodba nadaljuje in pridemo do vstajenja Gospoda Jezusa Kristusa na veliko noč in potem Jezus vstopi na velikonočni večer v izbo k učencem in vanje vdihne Svetega Duha. Vsi ti dogodki so prelomnica človeške zgodovine, a skoraj da o njih ne govorimo. Bolj kot o tem seveda govorimo danes o umetni inteligenci ali pa o robotiki, o nanotehnologiji, o novih algoritmih ali pa o poletu v vesolje. Toda Luka kot evangelist, zdravnik, zgodovinar, raziskovalec začetkov krščanstva, kot izobraženec, se je zavedal pomena binkošnega dogodka, da je to prelomnica. In zavedal se je tudi, da je treba to zapisati, poizvedeti, zbrati gradivo, potem pa to zapisati, kajti Luka je napisal evangelij po Luku in tudi apostolska dela kot evangelij cerkve ali 5. evangelij. Jezus je že drugič zapustil svoje učence, torej z nebohodom. Najprej, ko je umrl na križu, so učenci mislili, konec je. Potem je sledilo vstajenje. Malo so si opomogli. Ampak kaj, ko je Jezus 40 dni po veliki noči spet zapustil jih, pridemo do nebohoda in spet so bili zbegani. Kaj zdaj? Zato pravi, ne bom vas pustil sirot, poslal bom tolažnika, parakletos v grščini, zagovornika, odvetnika. Učenci niso vedeli, kaj se bo zgodilo naslednjič. Zato so se zbrali poslušni na enem mestu, kajti tako so se zagotovo počutili varneje.
Če bi bili mi Jud v 1. stoletju, takrat, ko se je to zgodilo, bi vedeli, da so binkošti praznik žetve, kmetijski praznik, ki se praznuje 50. dan, grško Pentekoste, po veliki noči. To je dan, ko so Bogu darovali prve pridelke kot izraz hvaležnosti, pa tudi upanja, da bo letina tudi vnaprej dobra. To je dan tudi, ko so se spomnili svoje dolge poti iz suženjstva Egipta, ko so bili osvobojeni. To je tudi dan, da so 50. dan, ko so hodili po puščavi, prišli do gore Sinaj in da so ta dan tudi sprejeli dekalog, 10 besed, 10 božjih zapovedi na gori. Binkošti so pravzaprav grški izraz za judovski praznik Šavuot, to je praznik tednov, ki je trajal 7 tednov in v grščini pomeni 50. Zato rečemo 50. dan po veliki noči so binkošti. Na binkošti so se prikazali ognjeni jeziki. Judje so odvedno spoštovali govor kot sredstvo komunikacije. Ljudje se pogovarjamo, torej smo relacijska bitja, smo v odnosu in govor to označuje. Zakaj velja tedanje govorjenje v gornji izbi v Jeruzalemu za bistveno prelomnico človeške zgodovine? Zato, ker mora človeštvo govoriti nov jezik. To je jezik ljubezni. Zaman vse, pravi apostol Pavel, gore premikam, čudeže delam, dam, da moje telo zgori na grmadi celo, razdelim vse premoženje, vendar, če nimam ljubezni, sem nič. Brez tega je vse nesmiselno, kaotično in nič vredno. Samo Sveti Duh lahko oplodi naše srce, da v njem cveti sad duha, ki ni nič drugega kot ljubezen, ki ima 9 kreposti. Te sveče tukaj v tem oknu to vedno spominjajo, kot si je arhitekt v tej zasnovi zamislil. Torej, to je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. To pomeni, pravi Sveto pismo, živeti po duhu, ne pa po postavi. To mora biti življenjski program vsakega pristnega kristijana. Ljubezen je univerzalni jezik. Ta jezik razumemo vsi. V vsej zgodovini in na vseh koncih sveta. Kristijani smo s krstom potopljeni v vodo ljubezni. Kajti Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh, to je ljubezen. Spomnim se vročega poletnega dneva, ko sem po delu na okrasnem vrtu spil kozarec hladne vode z ledenimi kockami limoninega soka. Poznate ta blagodejni občutek? To je to, binkošti, ta svežina, ta mir. Zaradi Svetega Duha je cerkev postala otipljiva. Učenci se niso več skrivali. Šli so na trg, na ulice, v mesta. Odprimo okna Svetemu Duhu. Sveti Duh ni omejen na eno deželo, na en narod, na eno raso. Vetra ne more nihče nadzorovati, njegovo gibanje je nepredvidljivo, celo znanost ne more vnaprej napovedati z gotovostjo, kaj se bo zgodilo. Namreč nam uide, ga ne moremo imeti pod nadzorom. Vetra. Ravno tako ne moremo imeti pod nadzorom delovanja Svetega Duha. Je suveren, Jezus pravi, veje, kjer hoče. Pride, ne veš odkot in ne veš, kam gre. Nihče ga ne more omejevati. Nihče ni pričakoval, da bo veter Svetega Duha zrušil na tla Savla, preganjalca cerkve, ki je postal apostol narodov, Pavel.
Veter je tudi močan vir energije. Mline na veter so že tisočletja uporabljali za mletje žita, za črpanje vode, za namakanje. Danes veter uporabljamo za električno energijo vetrnih elektrarn, veter uporabljamo pri jadranju, v vetru je raznolikost, gre za nežno šelestenje listja, lahko pa je tudi silen orkan, ki ruje hraste. Včasih tako, včasih drugače. In vidimo ta dramatični preobrat pri apostolu Pavlu, na tistem ovinku pred Damaskom, ko se je srečal z ostalim Gospodom. Vidimo pa tudi drugačno zgodbo, ta rahel šepet, vetrič, ki je bil že uvodoma omenjen pri preroku Eliji. Torej, Bog dela v nas z vetrom Svetega Duha in veter nima meja. Včasih me omejujejo predsodki, stare navade, prepričanja, stališča, tradicionalizem in se nočem premakniti naprej. Skrajni čas je, torej, da se tega ozavedimo in da dovolimo, da Sveti Duh odpre slepe oči, da naredi to preobrazbo ega v ljubezen, mojega ega v ljubezen. Marko Polo se je odločil poganskemu vladarju govoriti o Jezusu iz evangelijev. Opisal mu je Jezusova dobra dela, na to pa, kako so ga prodali, torej Jezusa, izdali, zatajili, bičali in križali. Ko je Marko Polo, torej raziskovalec, pustolovec, izgovoril, da je Jezus sklonil glavo in umrl, ga je Džingis Kan prekinil in zavpil: kaj je takrat naredil ta tvoj Jezus? Ali je poslal svojo vojsko iz nebes, da ga reši in uniči sovražnike? Marko Polo je odgovoril: ne, ni storil tega, ampak rekel je: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Džingis Kan je dojel, kaj je ljubezen. Marka Pola je pustil pri življenju zaradi takšne izjave, ki govori o božji ljubezni. In strašni veliki Džingis Kan se ni počutil ogrožen pred belimi osvajalci Zahoda. Ljubezen je univerzalni zakon. Namreč Svetim Duhom napolnjen kristjan stopa na ozko pot pa vodi v življenje. Široka pot, kot znamo običajno reči, se ne imenuje široka zaradi greha, ampak zato, ker široka pot verjame v mnogo različnih načinov in sredstev odrešenja. Običajno znamo v cerkvah preveč moralizirati in rečemo, široka pot, to je pot polna grehov. Kaj pa, če je široka pot to, kar je razumela prva cerkev, tista, kjer je veliko alternativ, pa se je težko odločiti. Če je to tista pot, ki verjame v mnogo različnih načinov in sredstev odrešenja, in sploh danes, ko živimo v globalnem svetu, v pluralni, raznoliki družbi, je tega zelo veliko. In ne moremo biti osredotočeni zgolj na greh, kajti vsi smo grešni, pa smo upravičeni po božji milosti. Ampak ozka pot je tista, pot, ki sledi Jezusu Kristusu. To pomeni hoditi po ozki poti. Hoditi po ozki poti pa pomeni ljubiti. Široka pot vodi v pogubo, ozka pot pa vodi v življenje. Amen. Vabim k molitvi. Sveti Duh, naj naše srce postane molilnica. Napolni našo praznino s polnostjo svoje ljubezni. Sveti Duh, ti si ogenj, prižgi v meni svojo ljubezen, ti si luč. Razsvetli moj s poznanjem večnih reči. Ti si golob, daj mi krotkost, mir in čistost.
Ti si vetrič, razprši viharje mojih grešnih strasti. Ti si jezik, nauči me, kako naj vedno blagoslavljam. Ti si oblak, zakloni me v senci svoje zaščite. Ti si dar vseh nebeških darov. Oživi me sedmero Božjo milostjo. Kristus, vdihni vame svetega duha, da bodo moje misli svete. Presveti duh, deluj v meni, da bodo moja dejanja sveta, ne pa sebična in uporniška. Prečisti moje srce, da bo moja ljubezen sveta in je ne bo gasila moja brezbrižnost, moja ravnodušnost. Bog, sveti duh, nujno te potrebujem, saj si me s krstom pridružil občestvu bratov in sester, da bi bili binkoštno ljudstvo. Amen. Pesem pravi: mir kakor reka, vera kakor gora, ljubezen kakor morje. Mir kakor reka. Lahko vstanemo, to je naša zaključna pesem. Draga Božja cerkev, danes so binkošti, toplo vas vabim ob 18. uri, da pridemo v še večjem številu na gala koncert, binkošni koncert na binkošti. Pripeljimo svoje domače, sorodnike, prijatelje, sosede, znance
In tako bomo skupaj nadaljevali to čudovito bogoslužje s pesmimi in slavljenjem, torej danes ob 18. uri. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.